bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. 12. oktobra v Slovenijo prihaja Mantak Chia, eden izmed največjih mojstrov učiteljev na svetu, ki je pri svojih 75 letih med drugim spočel tudi svojega najmlajšega sina, ki ima 2 leti, pri 75 letih. 75 knjig je tudi napisal, ima svoje zdravilišče Tao Garden in nasploh smo hvaležni za njegov prihod, kajti to bodo tista znanja, ki so bistvena za človeka, za našo zdravje, za naše dobro počutje, in hvaležni smo Carmen Bezget iz Akademije za ženske, torej Females Academy, ki ga v Slovenijo tudi vabi. In ja, ni čudno, kajti imate zelo tesno vez. Več kot 600 ur se je Carmen Bezget namreč urila pri njemu takih in drugačnih tehnik. In ne vem, kako je pri vas, ampak Klepet ob kavi ekipa ima od 12. pa do tam 16. 17. kolikor bo trajala vse skupaj zadeva, ima frej. Zaradi tega, ker se bomo učili vseh teh stvari, in danes nam bo Carmen Bezget, ki je torej inštruktorica, mednarodno priznana, ki se je torej urila pri njemu, kot smo rekli, več kot 600 ur, nam bo tudi predstavila, kaj nam bo vse predal Mantak Chia ob svojem prihodu v Slovenijo 12. oktobra. Ja, evo, slišim jo, prihaja ne Mantak Chia, ampak Carmen Bezget. Kar naprej lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, zdravo. Lepa, krasna in čudovita ženska. Veš, kaj tebe izvoli? Itak noben ne ve, koliko si stara, zaradi tega, ker tudi če boš povedala, ti noben ne bo verjel. Drugo kot drugo pa zmeraj te vidimo polno energije, vitalno, res pokaš od energije. Ponovadi ljudje v današnjem času, v hitrem tempu sodobnega življenja so bolj izčrpani in utrujeni. In težko si predstavljamo, da kdaj nisi bila taka, kakor si zdaj. Ja, draga Jasmina, ko bi me srečala 15 let nazaj, ko sem bila v 35. letu, bi rekla, ojoj, ta ženska pa že v 50. letu. Res? Ja, ne samo to, da sem bila fizično izčrpana, iztrošena, tudi moje telo je bilo, res je imelo velike izzive. Kakšne izzive? Kaj je bilo? Ja, tako ne, mislim, vse to mi je dejansko po eni strani je bilo to, tako kot rečejo, to, kar telesa ne poslušaš, ki ti daje alarme, ki te opozarja že leta in leta, ker bolezen ne nastane od danes na jutri, se sama veš, da to nastane leta in leta, ko pride na fizičnem nivoju. Ja, kaj je bilo? Imela sem tumor na ščitnici, in to tako, da sem bila že naročena na operacijo, ampak ko so mi povedali, ko mi je kirurg povedal, da mi bo odrezal celo ščitnico, da bom celo življenje na tabletah, na hormonih, sem rekla, ne, to pa si bom jaz sama sebi pomagala. In so rekli, ne, da to mi ni pomoči, in sem se odločila in začela delati tehnike. Potem tumor na dojkah, ne vem, za 300% sem imela povečanje tumorne markerje, maternica, jajčniki, mehur, ni da nikaj ni bilo, na tabletah, na antibiotiki sem bila res non-stop. In potem pa mi je življenje ponudilo drugo priložnost, mi je pokazalo drugo pot. Zdaj pa te dana preizkušnja, ali boš izbral to, ali boš to izbral. In si šla potem na operacijo? Ne. Nisi rabila iti? Ne, nisem rabila iti. Odločila sem se, da ne grem. Odločila sem se, da bom, ker sem vedela, takrat sem začela z tehnikami? Ja, s tehnikami. In sem vedela, zakaj je nastala, in potem tudi, kako je način, da si odpravim. In sem začela predno delati pretok, akcija, aktivnost, ki mi jo je po eni strani spodbudila, po drugi strani sem pa vedela, da pretočno se rabim te stvari, in tako potem začela kopnet bula, vidno v parih mesecih. A prav bulo si imela? Tako bulo, da nisem mogla imeti pulja gor, da sem tako hodila okrog, res, to je bilo v službi, ko smo gledali, oh my god, to bi mi ni niti nič povedati, na sestanki ni, kaj se ne oblečem, ko sem imela, sestanek s Petrolom, pa to, ko sem bila rute nosila, res je bilo to.
In potem pa mi je šla počasi nazaj, zdaj v bolnici. Potem je rekel zdravnik, ne, pač čudež, ali pač, ja. Se je zgodilo? Ja, se je zgodilo. Ampak ti si dejansko bila dosledna in si delala te tehnike in danes širiš svoje znanje naprej, pomagaš ženskam, ki imajo neverjetne življenjske zgodbe. In zdaj pride še tvoj učitelj, veliki učitelj Mantak Chia, torej v Slovenijo. Zdaj, v petek se začne po službi, petek še ne rabimo dopusta vzeti, ne? Pol sobota, nedelja imamo tak in tak frej, ne? Ja. To je za prvi modul, pol za drugi pa za tretji modul si pa vzamemo dopust. Ja, če boste želeli. Ja. Ja. Se pravi, ni nujno, ti lahko zbereš, na kaj bo šel, ampak na ta prvi modul pa absolutno moreš. Škaj takole je, dejansko lahko zbereš, kaj želiš, ne? Ampak moje priporočilo je, zato ker ta program je pripravljen tako, da se nadgrajuje. In zmeraj je fajn, da začnemo pri prvem koraku na prvi stopnici. To pomeni, se pravi, tisti prvi vikend program, ki začne v petek, tako ste rekla, sobota, nedelja, je dejansko namenjen temu, da spoznamo svoje spolne centre, svoje spolne organe in načine, kako jih obnovimo. To pomeni ženska in moška spolna vitalnost. To je temelj zdravega, se pravi temelj za zdravje, večjo mladost naših spolnih organov. Kajti, ko imamo te zdrave, ko imamo te dobre kondicije, takrat lahko spolno energijo uporabimo za healing love oziroma kot zdravilno spolnost. Če pa naša maternica, naši jajčniki imajo komaj živijo, komaj dihajo, odkot bojo proizvajali toliko energije, da bomo lahko z njimi še zdravi, če sami sebe ne morejo spraviti k sebi. Se pravi, prvi modul, ženska in moška spolna vitalnost, temelj popolnega zdravja in večne mladosti spolnih centrov. V petek 12. od 17:30 do 20:30, sobota 13. od pol 10 do pol 5 popoldan in prav tako torej tudi v nedeljo. Prav tako tudi v nedeljo, tako. To je dejansko, se pravi, to ni samo predavanje, tukaj so že tehnike tudi. To je konkretno praksa, pri Mantaku Chiu tako, njemu je cilj, da razloži stvari, da ljudje razumejo. Da ima znanje, da ljudje razumejo razumevanje, on reče enlightenment, da imamo, da razumemo. In zdaj, kaj ti pomeni razsvetljenje, razumevanje, če ne veš, kaj se z njim počneš, a ne? Zato je prva stvar, se pravi, razumevanje, potem druga stvar pa je tudi tehnike in dejansko, kaj s pomočjo praktičnih tehnik se v telesu zgodi, kaj lahko naredimo, najprej pa, kaj se dogaja v telesu, ko imamo težave, zakaj je moški prostata, zakaj prostata začne rast se povečevati in zakaj zaradi prostate moški ne morejo normalno urinirati. Pri ženskah pa obratno, ženske ne morejo zadržati urina. Se pravi, to za moške in ženske? Vse, za obojne, ravno to je to. In Mantak Chiu pove tako praktično, da razumemo, kaj se dogaja in zakaj se dogaja in potem načine, da si znamo sami pomagati. In pa seveda, you do it, tako da skupaj prakticiramo. Tukaj je napisano na tvoji spletni strani, taoistične spolne tehnike so tako učinkovite, obrestujejo se s 3 ali 4-kratnikom. Vloženih 30 minut v spolno prakso nas obdari z energijo, ki nam omogoči, da opravimo svoje delo hitreje, učinkovite in pridobimo na prostem času. Točno to. Zakaj? Zato, ker spolna energija je naša ekstra energija, ki se lahko multiplicira in naše telo je kaj? Porabnik energije. In energija je povsod. Vsi imajo energijo, samo ljudje smo brez energije. In ko delaš te tehnike, kaj se zgodi? Delaš na tem, da imaš več energije. Kultiviraš. Ja, da imaš več energije, spolno energijo, orgazmično energijo, in narediš hitreje, si dosti bolj bister, jasen, in potem narediš hitreje. Zdaj pa tukaj pa spet zanka, na kateri sem jaz najprej padla. Se pravi, naredila sem hitreje, imela sem več energije, ampak tisti časi, ki sem ga pridobila, kaj misliš, kaj sem naredila? Spet si ga pokurila? Ja, sem si dodala še nove aktivnosti zraven, da sem bila multi. Še večji kos torte. Ja, še večji kos torte. Tako da to je ravno tisto. Da, najprej reče, nimamo časa za tehnike. Ok, začnite z malo tehnikami in potem boste se toliko povečali energijo, da boste dobili več časa. Ampak tistega 20 minut dodatnega prostega časa, kaj naredijo moderni ljudje, kaj naredimo ponavadi? Televizijo prižgemo.
Ja, neke obveznosti, kakorkoli. Ne? In to je ravno tisti point, tista modrost, ko to dojameš, ko to razumeš, da si z temi tehnikami povečaš energijo, hitrejše narediš in ti še ostane energija za svojo družino, za aktivnosti, ki jih imaš in dobiš še časek, dodatni čas, zdaj pa kaj ga boš pa uporabil, to pa je seveda vsakega odvisno. In če imaš cilj, če veš, kaj želiš od sebe in če poznaš način, če poznaš tehnike, če razumeš, potem boš ta čas produktivno uporabil zase. In ko ga boš zase uporabil, potem veš, da boš tudi bolj produktiven, da boš lahko dajal, ko boš zdrav, dejansko boš lahko pomagal drugemu. Se pravi, mojstrske samozdravilne tehnike. Mantak Chia osebno skupaj s Karmen Bezget, več kot 6 ur si se urila torej pri njemu. Petek, sobota in nedelja, torej 12., 13., 14. Pa to bi mogli zapovedati, da vsi ljudje grejo, ki skozi hodijo po doktorjih, ki čakajo leta in leta, da pridejo na vrsto, ki si lahko sami pomagajo. In na takšen način dejansko smo pa samooskrbni, ne? Točno to. In veš, tu so ene take tehnike, take enostavne, ki jih lahko naredijo moški ali pa ženska, ko gre z WC-ja na WC-jo, a veš, ne? Ja. In s tem si pomaga kaj? Moški, da se mu prostata začne zdraviti, ženske pa tudi si same lahko pomagajo, se pravi, da si pomagajo maternicam nazaj v svoj položaj, se pravi, inkontinenca in te so ostale stvari. In to lahko narediš na WC-ju, ko nehaš pipi, pač... Lulat. Ja, lulat, ne. Ja, in moški in ženske, to so take praktične, ne, ampak vse je stvar v nas. Ja, informacija. Ja. Informacija. Torej, evo, to smo obdelali. To je prvi modul, ki traja 3 dni in torej cel vikend. Tako. Nobenega dopusta ne rabimo za to jemati, ne? No, jaz pa bom imela dopust tudi 15. Tudi 16. in tudi 17. ne? Bravo. Drugi modul je torej v ponedeljek. Ja. In imenuje se Zdravilna spolnost zanjo in zanj, spolna energija, najmočnejše zdravilo in vrelec mladosti. Ja, se pravi v ponedeljek, ker bo tema zdravilna spolnost, spolna energija, najmočnejše zdravilo in pa vrelec mladosti, je vsebina usmerjena in pa tehnike usmerjene v to, kako spolno energijo uporabimo kot najmočnejšo zdravilno sredstvo. Se pravi, čez vikend se bomo naučili, spoznali vse o vitalizaciji, pomlajevanju in pa regeneraciji spolnih organov. Se pravi vse, testis, mode, jajčniki, maternica, mehur, žleze in vse. V ponedeljek pa, kako lahko postanemo sami sebi največji zdravilci in sicer z najmočnejšo energijo, ki ustvarja vse, se pravi spolno energijo in ljubeznjo. To dvoje skupaj in pa seveda načine, kako lahko sami sebe pozdravimo. In transformiramo spolno energijo v obliko, ki jo lahko telo uporabi za zdravljenje organov, vse, kar rabimo. Se pravi, spet je drugi modul za oba dva. Za oba dva. Lahko pa pride pač tudi en sam. Lahko pride en sam. In samski in kakorkoli. Tako. Ravno namenjajo temu, da ženske tudi si malo odpremo oči in malo pogledamo moške, spoznamo moške, da jih tudi lahko bolj razumemo, zakaj tako delujejo in tudi, kaj se v njih dogaja, kakšne težave imajo oni in kako si oni lahko sami pomagajo in potem tudi jim lahko mi pomagamo in pa obratno. Zelo se tega veselim, ker se mi zdi, da imamo te koncepte totalno zgrešene. Ponavadi je ženska tista, ki ne doživi orgazma, moški, ki ima prehitro ejakulacijo in tukaj se zgodba konča, medtem, ki bi mogli biti bistveno drugače, ne? Zato, da bi... Naravno. Ja, ženska je v osnovi multiorgazmična, ne, ta uči, da ženska je v osnovi spolnosti superiorna. Ja. Ker smo obdarjene z večjimi zaporednimi orgazmi in pa večjimi zaporednimi ejakulacijami, medtem ko pa moški pa rabijo ločiti orgazem od ejakulacije. Zato, ker pa ejakulaciji na veliko zgubljajo energije, ne? Ja. Takrat si na delavnici rekla, ne vem, koliko kil pomaranč, pa ameriških zrezkov, pa ne vem, česa vse je dejansko v enem ejakulacijskem izločku. Tako. Kako sem se lepo izrazila, ne? No, sperma, to smo mislili, ne? Točno to, bravo. Tretji modul pa multiorgazmični par, spolne skrivnosti, ki bi jih morala poznati vsaka ženska in moški. To bo pa 2 dni, ne? Torek in v sredo,
od 9:30 do 16:30, se pravi ponedeljek je drugi modul, torek, sreda je pa dejansko tretji modul. Ja, tako. Se pravi, ko spoznamo prvi del, to, kar sem rekla, da znamo obnavljati svoje organe, poskrbeti spolne centre, drugi del, Ja. da sebe usposobimo za to, da se lahko sami zdravimo in pa seveda pri tem znamo transformirati spolno energijo, jo voditi, jo peljati v višje centre, smo pripravljeni za multiorgazmične tehnike v dvoje. To pomeni, da bomo v ta 2 dni se bomo naučili, kako, in tudi nam bo Mantak Chia predstavil, kako je ženska postane multiorgazmična, čeprav, tako sem rekla, imate potenciale, ampak prej sem omenila, v tem so težave, in pa moški. Ja. In pa kako je, ko se ženska in moški postaneta popolni tim, popolni par, ko se združita in iz polarnosti v enost. Tako, in se skupaj tako ta imenuje njega v dvoje, a ne spolnost. To pomeni, da je spolnost, ko se dva, ki se dejansko vsak sam sebe, dela na sebi spolne tehnike in ko se dva združita, takrat je pa to klinika od klinik na ne vem katero potenco. Zakaj? Zato, ker takrat nastane toliko zdravilne spolne energije, toliko orgazmične, toliko ljubeče vibracije. Vemo, da seksa brez ljubezni ni, a ne? Pomembno je to, da ker je ljubezen tista druga, tako se polar, drugi del, ki je nujno potrebna, spolna energija plus ljubezen. Sama ena brez druge sta neobstojni in se razpršita. Pomembno je zdi združiti in to je tista primarna energija, da se vrnemo nazaj k primarni energiji, če želimo ozdraviti svoje celice, če ne želimo, da se naše celice kopirajo iz se veš kakšnih celic, ki smo jih podedovali in pa vse, kaj smo dobili zraven, ampak da s pomočjo multiorgazmičnih tehnik, da se producira toliko kvalitetne orgazmične spolne energije in pa sva se srce odpre, ljubeče vibracije, da gremo nazaj v korenino in da se začnejo ti vzorci, se pravi, da se DNK, da se vrnemo nazaj k izvorni celici in da se ta izvorna celica prične deliti in z izvorno energijo. In to je point in to je dejansko. Seveda so to tehnike, katere lahko delam vsak zase, ampak jaz to že kar nekaj časa delam. Res je, moram reči, kar zahtevno, če delaš single, a ne? V dvoje, seveda pomembno je, da oba, ne, ker rabiš znati transformirati spolno energijo, ko pa delata dva skupaj, pa se to... Ga pa poka. Wow, ga pa poka in takrat se lahko ozdraviš vsega. In tako naša spalnica postane najboljša klinika za zdravljenje na svetu. Bravo, Jasmina. Odlično, se pravi, dajmo še enkrat to povedati, to je pomembna informacija, kdaj si vzamemo dopust, da boste čim prej povedali, da boste vedeli. 12. pride in to bo petek, sobota, nedelja, vikend, prvi modul. Tako. Potem ponedeljek, drugi modul. Torek, sreda, tretji modul. Ja. To bo... Jaz bom pol rada še en teden, da bom sploh prišla k sebi. Ja, boš hitro prišla k sebi, boš videla, da boš potem si kar zaželela, ker to so, mislim, jaz obožujem te tehnike. Delam še druge tehnike, ampak vidim, kako rezimo nekaj časa, ker delam še druge tehnike, pa testiram, pa ne delam teh spolnih tehnik in ni to to. To je temelj. To je temelj, to je baza in tudi Mantak Chia nas bo naučil, to je baza, da vemo, iz česa smo nastali in kaj je tisto, kar nas ohranja pri življenju in nam omogoča, da se duhovno razvijemo. To je hrana za našo dušo in duha, ne le za telo, to je point. Odlično, se blazno veselim. Najlepša hvala, Carmen Desget v naši družbi od 12. oktobra pa tja do 17. pa Mantak Chia, ki torej prihaja v Slovenijo in nas bo naučil, kako lahko svojo spalnico spremenimo v najboljšo zdravilno kliniko na svetu. In ja, mi smo tisti, ki smo v akciji, v postavitvi, da naredimo odločitev in ko naredimo odločitev, se ločimo od česa že? Gremo naprej. Akcija.